Ljudje in ljudine, poslušate 163. epizodo podcasta Obot podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z. Obot, obsojeni bloditi po zvezdih Delta, smo, tako kot skoraj vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp. Jo. Vedno še dodaš kak jo, ali se mi zdi? Pač, on je spontan. In zelo spontan človek, naš Igor. In Aljoša Harlamov, tokrat z gostom, ki je prvič z nami, ni pa kako bi temu rekli, podcast Devičnik. Radijec, skratka, kolega podcaster, bloger, to še tudi obstaja, pravijo nekateri, in twitteraš, to sem dodal samo za foro. Aljaš Pengov Bitens. Živijo, Aljaš. Lep pozdrav. Zdaj pa se vsi sprašujete, kdo je ta človek? Ja, Siolov komentator, ki ni Žiga Turk. To je kar nizko tale. Ja, vidim, da Ja, ampak je pa fresh take. To je. Ja, to pa je. Skratka, danes se rokaš majico. Kje te lahko, skratka, da že v začetku povemo, kje te ljudje lahko slišijo, kateri podcast je to? Skratka, LDGD, Met in čaj, Evropska četrt, berejo na pengovski.com in na siol.net. Podpisujem se tudi kot glavni hišnik na Radiu Kaos. Skratka, cel kup stvari. Po novem tudi razdevičeni gost na Obodu. To se še slab sliši. Taka audio bonanza. Ja, naj ti bo, skratka, zdaj veste, kdo ta človek je, skratka, to je seveda pengovski. Ljudje te v resnici bolj poznajo. Jaz sem tudi priznal, da sem mogel prav googlati, kako ti je že imel v resnici. That was the plan all along. In današnja epizoda je, če boste verjeli ali ne, posvečena seriji Star Trek Voyager oziroma Zvezdne steze Potepuh, ki so bile predvajane v letih 1995 do 2001, se pravi za vse milenice, ja, to je obstajalo. Štejejo 7 sezon in 172 epizod in jih trenutno še vedno lahko ogledate na Netflixu, preden se preselijo na Sky Showtime. Ampak zaenkrat še vedno nič ne kaže, kdaj se bojo. Ne vem, do kdaj ima Netflix pogodbo, nihče ne ve, mogoče do konca tega leta. Tudi Netflix, po mojem. Če oni ne vejo. Glavno, skratka, zaenkrat na Netflixu. Če pa serije slučajno še niste pogledali, potem za vas velja pošteno opozorilo, da bomo o njej govorili brez zadržkov, torej z vsemi kvarniki, zato na tej točki raje prostovoljno nehajte poslušati. Poglejte jo in se vrnite k poslušanju epizode, ko boste to misijo uspešno opravili, saj samo 172 epizod. Če pa ste serijo že pogledali ali pa je niti ne nameravate gledati in vas bolj zanima naš pogovor, kar je tudi zelo legitimno, pa prisedite, kajti vsak hip nas bo odneslo daleč v neznano vesolje, v kvadrant Delta Mlečne ceste. Dobro se primite. Maestro, eno za izgubljene. Ok. Skratka, delamo spet Star Trek, kot se spodobi, ker ga zdaj že dolg nismo. Namreč, če ste naš dolgoletni fan, ste poslušali gotovo 48 epizodo, kjer smo previdno potipali Picarda, takrat prvo sezono, takrat še jaz nisem gledal nobenega Star Treka, pejte poslušati, kako čudovito je bilo moje sodelovanje v tej epizodi, o kateri nisem vedel ničesar, tudi serije nisem gledal takrat, tako da to je bilo še kar zanimiva izkušnja. Potem smo delali naslednjo generacijo v 100. epizodi, da smo zaokrožili, in pa Globoko vesolje 9 v 130. epizodi. Skratka, Star Treka je nekaj že na našem podcastu, če boste kliknili na ključnik Star Trek v objavi, vas bo vrgel na vse te, skratka, 3 ostale še podcaste. Manjka nam še originalna, pa animirana, to bomo mogoče za nazaj enkrat naredili. Ja, mogoče kakšna obletnica, da budemo. Ja. Mislim, naredili bomo vse, to se spodob. Skratka, danes pa delamo Star Trek Voyager. Aljaža smo pripričali, ali ti prej nisi gledal Voyagera? Kaj je že bilo? Ne, sem. Zdaj treba narediti preten full disclosure. To epizodo sem jaz tako rekoč iz silo. Ni treba vsega povedati. Ampak se pa krije javno, povedano in tako dalje. Dobro, še da ne bo policija prišla. Skratka, vaša epizoda o Deep Space Nine je bila čudovita, s čudovitimi gosti in gostjo in gostom.
ki je bil moj sošolc na gimnaziji, z Gordonom se poznava že zelo dolgo časa in seveda nekaj sem jaz zaznal, da je doktor Dekleva, gost je rekel, hote, treba poslušati. Ja. In sem bil fauš in sem začel vam težiti, in ste se mi usmilili. Tako da ste mi podali Voyagerja, najbolj zanikrno. Meni je všeč ta serijo, ampak okej. Meni je pa všeč ta motivacija faušija, vedno nekam pripelje. Ja, jaz tudi mislim. Skratka, vsi, ki ste fauš, seveda bomo delali Enterprise. Lahko vzameš človeka iz Slovenije, ne moreš pa vzeti faušija iz njega. Absolutno, to je to. Ja, skratka, vsi, ki ste zdaj fauši, počakajte, delali bomo Enterprise, delali bomo še velik Star Treka, tako da se kar... Ok, Enterprise pa ne vem, če bomo. Mogoče to najbolj zanikrno serija. Vse bomo delali, tudi filme bomo delali. Tega nismo delali. Mislim, ne, TOS nismo delali. Ja, sem to prej rekel, originale še bomo. Aha, ok. Ja, valjda, da bomo, Igor. Pride. Ja, A nisi dobo mema. Mito je tle strokovnjak za meme. Skratka, ustvarjalci, ki so zadaj za tole serijo, odlično serijo, ne, Aljaš? Ja. So Rick Berman, ta je že bil glavni producent, izvršni producent, kakorkoli se temu reče, naslednje generacije, pa Deep Space Nine in zdaj Voyager in potem je bil tudi še Enterprise, on je potem skratka zamenjava za Gina, če sem jaz to prav razumel. Tudi Michael Piller in Jerry Taylor sta sodelovala pri več Star Trekih, Jerry Taylor pri tudi The Next Generation in Star Trek Voyager je naredila kar precej napisala kar precej epizod tudi kot scenaristka. Gremo na hitro skozi igralce, preden bo Mito tokrat obnovil štorijo. Jaz sem tako zapisal scenarij in če Mito ni prebral, si je sam kriv. Ne rabim predpriprav. Valjda, da ne. Skratka, Kate Mulgrew igra Catherine Janeway, kapitanko. Jaz sem si jo zabeležil kot Red v Orange is the New Black. Tranje in ugotovil. Veš, ki še imaš vrzi mamo z vlaka, ono pogrešano ženo. Aha, ja. Žena, res? Ja. The best, to moram sve pogledati. Potem je Robert Beltran, je Čakoti, prvi oficir in Maki. Igral je v Lone Wolf McQuaid pa v Buxiju. To sem zabeležil. Tim Russ je Tuvok, drugi oficir, oficir za varnost, taktični oficir in drugač pa vulkanec, verjetno po slovenskem. Robert Johnson v Crossroads je bil ravnatelj Franklin v iCarly. Igral je v Spaceballs in sicer je češe puščava. Z glavnikom. Drugače pa ima ful v redu majhno vlogo v filmu Ted ali pa Ted 2, ne vem točno, od Setha MacFarlana, kjer on data Patricka Warburtona in potem greta na konvencijo in se Warburton obleče v vulkanca, tale se pa obleče v The Tick. Okay. Meta na meta, zelo. Tako, zelo meta, danes bo vse meta in legitimno. Če gremo skratka, da Midnight Sky je tudi igralker, ki smo ga obravnavali v naših epizodah, tako da si lahko tu poiščete za nazaj. Robert Duncan McNeil in Tom Paris, Helmsman pa je kaj? Krmilec. Krmar, ja. Pardon, krmilec. Joystick holder. In pa tudi seveda je bil medicinc. Predvsem se je spustil, potem je sam ratov izvršni producent, kdaj tudi režiser serij Chuck, Resident Alien in Turner in Hooch, ampak ta nove verzije, mislim serije, ne filma, da ne boste me tožili. Roxanne Dawson je Belana Torres, glavna inženirka, tudi Maki, in tudi ona je potem šla bolj režiserka. Posamezne epizode Star Trek Enterprise je naredila, Cold Case, Heroes, Mentalist, Good Wife, Agents of S.H.I.E.L.D., tako da ste jo gledali, ne da bi vedeli. Garrett Wang je Harry Kim, nikoli ne napreduje na Voyagerju in tudi kaj dost filmov, ampak kakšnih takih zadetkov na IMDb, večjih nima. Robert Picardo, meni je vedno všeč njegov priimek, je Picardo. Je doktor, glavni skratka medicinski oficir, ali kako se temu reče, in človeški hologram. Bil je Richard Woolsey v franšizi Stargate, manjka mu torej samo še Star Wars, pa ima triple star. To se mi zdi tako, to bi jaz enega treba najti tako. Drugače pa nazadnje smo gledali v Confess Fletch, ki ga imate na HBO-ju, če se ne motim. In pa Dickinson seriji, ki je z Apple
se pravi, in se je končala 3 sezone. Pa Fletch je tudi knjiga, ki jo je izdala Cankarjeva založba. 81. Tako je. To je bilo daleč pred mojim časom, to ne obstaja več. Ethan Phillips je Nilix, kuhar in oficir za moralo, ambasador in Talaxian. Igral je v The Purge, Election Year, z leta 2016 je nek župan, če sem se prav zapomnil. Ja, pa zdaj v tej seriji, ki smo na Discordu imeli debato, Avenue 5 ali... Ja. Tam nema. Pa jaz sem ga videl v enem filmu, ki sem ga nedolgo tega gledal, ampak se zdaj ne spomnim. Ampak je bil tako 3 sekunde noter in sem bil tako, kdo si ti, baraba? Jennifer Lin je Kes, najprej je se pravi medicinska sestra, potem je neko višje bitje in je igrala v American History X in sicer mislim, da sestro od Edwarda Nortona. Ja, ona, ki se ne obrne tako hitro. Tako. In pa Jerry Ryan je Seven of Nine, astrometrični laboratorij ima. Preko? Ja, vodja astrometričnega laboratorija, Jesus, kaj se to zdaj izrazi. In pa Borg je drugač. Igrala je v Drakuli 2000, pa v serijah takih bolj, kako se še mora reče, skratka, procesualkah, Body of Proof, Shark, pa Boston Picard. In Picard, tako, seveda, ja. Sharka sem jaz celo gledal. Moram priznati in se je spomnimo tam. Scarlett Pomers je Naomi Wildman, njo sem še napisal, ker je pač the cute factor v seriji. Igrala je Kiro Hart v Reba, to je pač neka serija, I don't know, ne me držati za besedo, kaj to je. In Erin Brockovich je igrala. In pa na koncu sem še dodal Marto Hackett kot Sesko, ki pa tudi ni neki blazno pomembnega igrala. In to smo zdaj našteli, zdaj bo pa Mito razkril, kaj znotraj Star Trek univerzuma, kam gre zgodba, skratka, kaj se dogaja, kaj gledamo v Voyagerju. V Voyagerju gledamo v bistvu ladjo, ki jo po nekem sci-fi naključju zalučajo na drug konec Mlečne ceste, bolj natančno v Delta kvadrant, in oni skužijo, da imajo tam 70,000 svetlobnih let do doma, na kar se tudi smelo potem upravijo. To pomeni v Star Trek Lingotu, da nucajo koliko 70 let, da pridejo nazaj. Je pa koncept zgodbe je, da se na tej ladji, na tem drugem koncu Mlečne ceste znajdeta 2 posadki, ki sta ideološko politično na nasprotnih bregovih. Eno so pač zvezdna flota z Janewayjevo na čelu in pa Chakotay kot vodja Makijev, ki so jih tudi slučajno zalučali na tisti drug konec. Zaluča jih pa pač nek caretaker, ki želi se reproducirati in išče genski material, ki bi bil kompatibilen z njemu, kar seveda ni uspešno. In potem v uvodni špici, v uvodnem delu, ki moram priznati je en ta boljših v Star Treku, ki imaš dosti slabše introte v franšizi noter, se potem odpravijo vseh 7 sezon, ne vem koliko, 172 delov do samega finala, endgamea, ko pa pripeljajo nazaj na happy end. To je bolj ali manj osnovni koncept. Je pa tako, da pač serija ima naprimer bolj ali manj stalno posadko, ki se zamenja zgolj v 4. sezoni, ko Kes nadomestijo, zamenjajo bolj ali manj z Seven of Nine, bivšo Borginjo. Nilix z njimi ostane, torej en alienski lik z njimi ostane vse do 7. sezone. Pa vice čuti en prelom v seriji, ko se zamenjajo neki določeni producenti. Piller gre po 3. sezoni, pa Bergman prevzame in se tudi začuti sprememba v tonu, o tem bomo malo več. Drugače pa je to umeščeno mislim, da tamle med 2., 3. sezono Deep Space Nine, sicer, ker so tako oddaljeni od osrednjega dogajanja Alfa kvadranta, kjer je v bistvu Zemlja in Vulkan in vse ostale te nam poznane rase, je dosti sveža, spoznaš malo morje, v bistvu nekih novih ras, kultur in tako naprej, razen Borgov, ki tu postanejo veliki bedi, bolj kot pa so bili v poprejšnjih. In v bistvu se tu pa tam nekako javljajo ali pa dotikajo osnovne franšize, tako da imajo zelo dost svobode. Večina fanov je to zgodbo pričakovala, da bo tako, kot je zgodba Year in Hell, kako mislim, da Year of Hell, kjer se v bistvu ta ladica bolj ali manj bori in so vedno na robu preživetja in ne vem kva, saj je ena boljših epizod.
ampak je pa tudi toliko več. V bistvu vsi ti liki so zelo zanimivi in imaš zelo super karakterne študije, ki je Voyager mogoče celo presegel prejšnje, pa tudi kasnejše serije, vsaj po mojem mnenju. Pa imaš ene res klasične kempi Star Trek fore, tako da imaš lep miks, za moje pojme je to ena ta boljših v tej zlati eri Star Treka. Ok, in o tem bomo seveda marsikakšno rekli. Ja, bomo kar začeli tukaj, skratka, Mito, hvala za ta povzetek, zelo fino si povedal, meni se zdi tudi zelo pomembno, da pač se pove, da je to mal štrli ven iz franšize, ne, ker gre drugam, ampak s temi Borgi, jaz mislim, da je vseeno neka povezava, vsaj s prejšnjimi, zdaj vidimo pač njihove domače svetove Borgov v njihov seriji. Home turf. Tako, ja, in te stvari. Ja, gremo malo seveda krog in gost je seveda prvi tisti, ki ima prednost, da pove kakšno stvar, do zdaj je moral biti revež tiho. Skratka, Aljaž, kako pa je tebi, zdaj nekaj si namignil, zdaj če te res jemljem, skratka tebi, mogoče Voyager, zdaj ni med najljubšimi, kam bi ti uvrstil recimo Voyager med vsemi treki, a si vse pogledal ti? Sem, okay. Večkrat. Tako. Ja, vse to, kar je mi to rekel, drži v končni fazi. Ja, ampak ta zelo široka paleta. Ampak meni recimo Voyager nikoli ni zadogajal. Jaz sem ga v resnici šel gledati, v bistvu gledal sem ga tako, kot je prihajal ven. Zaprav, še čist sveži vsega tega moralne vzvišenosti Next Generation. Vedno imamo prav, vedno rešimo svet in vedno vemo, kako narediti, da bo naš moralni imperativ zadovoljen. Pa potem seveda ta kle se nekaj dogaja zdaj z Deep Spaceom, mogoče nam ni čisto všeč, v katero smer človeštvo gre, ampak Voyager se mi zdel pa tako že takrat ni kliknil. A veš, se mi zdi, da so vzeli, da so hoteli tako kot Coca-Colo, a veš, ko vzameš vse, kar veš, da je v Coca-Coli, zmešaš, streseš, pa so mehurčki, ampak ni isto. Aha, okay. In pač vzeli so imajo, kaj se pravi, celo več likov, ki se ukvarjajo z raziskovanjem, kaj pomeni biti človek, oziroma human, prav, imamo doktorja, pa imamo potem Seven of Nine, imamo klasičnega vulkanca, ker pogrešali smo klasičnega vulkanca, the guy with the point ear, oglej, črn je, žensko imamo seveda prvo kapitanko v prominentni vlogi, tako, veš, kot da je nekdo, kot da sta šla Piller in Berman čez kvadratke, sta klik naredila ček. Imamo serijo, ki bo zdaj Star Trek za pozno 90. leta and yet somehow it didn't work. Se mi zdi samo enostavno, veš, da so se preveč trudili. Ker pač res se mi zdi, da so hoteli narediti posodobljen Star Trek, ki sam kukar, veš, imamo zmagovalno formulo iz TNG-ja, dajmo to samo malo updatati, pa bo to šlo naprej. In se mi nekako, takrat se mi zdelo, da ni šlo. Mogoče je bilo prehiter, veš, med enim pa drugim. Zdaj, ko sem ga zaradi današnje epizode gledal za nazaj, sem tako kot ti, gotovo, da je seveda več teh nijans noter, več je tranziciji likov, tudi v končni fazi Janeway kot kapitanka, ki nima vedno prav in gre velikrat z glavo skozi zid. Ampak vendar, ker je to Star Trek na koncu naša posadka vedno pač, they muddle through in nekako krata, nihče ne naredi, veš, niso toliko človeški, da bi naredili tisto napako, ki bi jih potem recimo, razen seveda osnovne napake gremo pač reševati tega caretakerja, ki bi jih potem pač, kaj se to, jim sledila Haunted, pač posledice, da bi bile bolj dolgotrajne. Cisco to se to veliko dogaja. Tako da, recimo to za začetek. Ja, ampak to je tisto, kar sem omenil na hitro. To je problem v producentih Bermanja kriv. Berman je imel v bistvu probleme z DS9, ker tam so ga v bistvu izrivali ven, njemu niso bili všeč dolgi loki. To TV takrat ni počel, enostavno. In tu se vidi v bistvu, ko je Michael Piller še v prvih 3 sezonah, mislim, da je v drugi ali tretji je šel, ne spomnim se natančno,
Ampak v prvih 2-3 sezonah imaš ti v bistvu loke. Imaš Kazon lok, imaš Seska lok, imaš te bad guye, ne, super stranski liki so nekako še bolj zanimivi. Pol pa v bistvu v koncu 3. sezone vse to porežejo. Sesko, Kazone, Suterja, vse tako naprej in Bergman prevzame in pol pride ta klasična njegova vizija, ne, to, kaj je on želel. In tam se mi zdi pa, da pade, ne. Ker nekako razumem, zakaj je to počel, ker pač TV ni bil takšen in on je gledal drug TV, po mojem rekel, to se ne počne stvari tako na ta način. In tu jaz vidim, da se mogoče takrat ni usedlo, pa sem ga takrat tudi spremljal, zdaj pa vidim pač nekaj full klasičnih zadev, pa dobro razvite like, pa, ki znajo celo epizodo sami, ne, se imajo pa tudi lepe te ansambelske epizode in tako naprej. Ne. Ampak ja, štekam ta pomislek. No. Ja, ne vem, meni pa takrat, meni je to najboljši Star Trek, ker s tem začnem, najljubši, mislim, tak, TNG pa tale, sta tu nekje, k v bistvu Deep Space Nine, ki ga sicer zdaj cenim, takrat nisem uspel ujeti na TV-u redno in če nisi redno gledal, ti je ful zmanjkalo, pa pač osnovni problem DS9, če si hotel klasičen trek, je, da ne grejo nikamor. In tule so potem vrnili nazaj to, ok, grejo nekam čist po svoje in to se mi je ful dopadlo. Nimajo nekega backupa, na katerega bi se zanesli, niso na diplomatskih misijah ali čemarkoli, čist sami od sebe so odvisni in bolj ali manj je vsaka epizoda contained, vseeno. In pač, ker to je bilo v bistvu na TV-u v času, ko sem jaz študiral v Ljubljani, kjer obvisli nisem imel TV-ja, tako da ko sem, ne vem, vsake toliko doma za vikend bil pa ujel kje ali pa prkomo na obisku, ja, hodil sem ljudem na obisk gledati Star Trek. Če se prinesel kakšne kokice, živijo, se lahko sedemo, super, imaš ta kanal, super, da. Pa ko pogleda, reče, ok, live long and prosper. Tako da sem pač ujel random dele in se mi je vedno ful dopadlo. No? In potem tudi kasneje sem še, zdaj odkar je na Netflixu, tudi malo bolj tak redno pogledal. Pa vem, da pač ja, konec enkrat, ko so še bili e-mule ali kazali nekaj takega z downloadov zadnje sezone, da sem ugotovil, kak se zgodi in se mi zdi, da zaključek je pa bil tak, ok, ja, jutri moramo nehati, dobro, da naj nekdo hitro spiše scenarij. In ta občutek se mi zdi prevelik epizoda, Voyagerja, da je, veš, all the pieces are there, but they somehow don't fit. Ja. Ker je veliko stvari, ki so jih nastavili, in te loki, no, da si pač razložil, zakaj so bili porezani, ali pa tudi znotraj samih epizod, ti, ker vidiš, če bi naredil en ekstra korak, ne, pa spet razumem, TV produkcija, pa takaj, 26 epizod v sezoni, treba je bilo hitro delati, budžeti so bili majhni, ampak in ta endgame, ne, zaprav zadnja 2 dela, sta tipičen primer tega, to, mislim, 7 let ste delali flagship Star Trek serijo, ne, in potem zgenerirate 5 ladic, ki pridajo pogledat Voyagerja, ki potem kar naenkrat pride iz nekega Borg, transwarp konjuita. Malo bi se pa lahko potrudili. Ker recimo prav takrat sem, druga serija, ki nisem uspel pogledati do konca na TV-ju, je bila Buffy the Vampire Slayer in sem hkrati zdownloadal obe zadnje sezone in pogledal in tisto ima genialen zaključek. Tisto je lok, ki se razteza, liki se zgradijo, liki umrejo. Krasen konec, ne? Tukaj pa je bilo tako, ja, ok, zaključili smo to. Ja, tako. Ja. Ne, osebno pa to ne moti. Mislim, ne bom rekel, da mi je najboljši zaključek. Mislim, da All Good Things je še vedno vrhunec, kateremu lahko vsi stremijo, ne? Kar se tiče finalov Star Trek franšize ali serije, ne, pardon. Ampak tako, bral sem, štekam te očitke, ampak bral sem tudi te fore, ne vidimo, kaj se zgodi, ko pridejo naprimer na Zemljo, ali pa nekaj tako, veš, take minorne zadeve. Meni sam endgame čisto ok funkcionira. Janewayeva pride iz prihodnosti, potem pa razloži čisto vsakemu, lete, to se je zgodilo, če ne naredimo mojega plana in tako naprej. In se mi zdi lepa taka time travel, čist klasična Voyager, oni imajo itak največ time travela še od vseh
zgodbica, ne bom pa rekel, da je najboljša. Ne. Ampak ja, tako, mislim, da je dosti dobrega tam. Ne. Ta del je dosti zabaven, ker glede na to, da ima Janeway nastopi kot kapitanka, kot lik, ki ima totalno averzijo do time travela in nekako že the best way to think about time paradoxes is not to think about them, itd. Ampak in potem seveda, ne. Ja, ampak zdi se mi, da se vklopi nekaj, kar lahko mogoče zaprašaltamo, nekaj meni Janewayeva kot lik, naprimer, najbolj zanimiv. Ta Endgame se prav vklopi v njeno osnovno dilemo, krivdo. Ja. Ona se krivi do Amena zato, ker jih je za svojo odločitvijo, ne, da razpaljotka ono caretakerjevo ladjo, pa reši Okampe, isto neko raso, ki so bili pod napadom, da jih zapustijo, mislim, da pristanejo v delta kvadrantu nasploh, da nimajo več poti nazaj. Ne. In ta krivda se v Endgameu se meni zdi razreši. Razumeš, zakaj ta starejša Janewayeva pride, pa še vedno se grize, pa potem išče rešitev na vkljub svoje averzije do time travela, naprimer. Ne? Bolj v to sem mislil, kako njo razmerje prisilijo v to, da pač ga celo uporabi, za končno rešitev. Čeprav sem mislil spet, veš, v smislu plotline, klasičen trek, naš lik v naši, ko narekovajo naši časovnici, preživi, medtem ko njegov alternate future, pa nobenega problema se žrtvovati in se bomo prišli do teh dobrih epizod, ampak ena mal prej je tista scena, kjer pa gre Harry Kim, a veš, tudi 15 let nazaj rešiti, kjer je potem Captain LaForge, ki ima zelo dobro stav. Kdo pa pravi, da naša časovnica, v kateri sem jaz kapitan in si ti Harry Kim, pač The Renegade, kdo pa pravi, da to ni prava časovnica? Tako da might have a point there. Ja, ne, to čištega, itak. Ampak, ki si že glih omenil, Captain Janeway. Spet, gledajoč zdaj v tej zadnji iteraciji to serijo, nisem mogel iz mojega političnega bitja. Spet imamo primer, ko ženska rešuje na videz nemogoče situacijo. In se spomnil, pač pervert kot sem, politični pervert. A veš, ko je šla Slovenija k vragu, smo imeli žensko premijerko. Ko je šla Velika Britanija k vragu, smo imeli žensko premijerko, celo dvakrat. Theresa May je pač dobila Brexit in ta shit turd in so rekli, zdaj pa ti to zrihti. Alenka Bratušek je dobila shit turd od Slovenije, so rekli, no, da pa zrihti. In je Catherine Janeway je pač, malo ga je sodelovala pri njem, ampak ona je šla, ker je rekel, se pravi, rešiti Okampe in to, ker bi Picard isto naredil, ker je bil pač moralni kompas velikih kapitanov, kapitank federacije in zvezdne flote, je, da se pač you help the little guy, even at your own personal cost. In je to naredila, in sveda, now you have a shit turd, fix it. In so dali najbolj nemogoče nalogo v vsem Star Trek univerzumu, so dali ženski. Obviously. Temu se reče Glass Cliff. Tako, jaz se vidim čisto zgolj tak na površju, zelo veliko, pa se bo čudno zdaj slišala to od mene z nekim lučkom tlele, ampak kot veliko ikono feminizma, predvsem drugega vala, kjer, če gledam film, vržem še zraven Sarah Connor pa Ellen Ripley. To so tele... Plus Buffy pa Xeno. Ja, vse to noter pa še se mi zdi, da v bistvu kao v Star Treku ona zelo zna tako funkcionirati. Ne ravno girl boss varianta, ampak ona ima samo ful razdeljenih lastnosti, ampak to mi je ena ta velikih zadev, pa zanimivih zadev, da v bistvu v teh poznih 90-ih se ona pojavi potem kot, mora rešiti svojo lastno zagato, ampak rešijo tudi ne zgolj z pač zabijanjem glave skozi zid, ampak predvsem s sodelovanjem. Ima tudi te picardovske momente, da sedimo za mizo, pa se zmenimo, pa da tudi preko svojega krega ali pa pogovora lahko pridejo do nekih pametnih rešitev. Predvsem se mi zdi, se pravi, Kate Mulgrew, kot igralka, zelo dobro. Tem, ki se ona meni zdi najbolj prepričljiva, je v tistih momentih frustracije. Ko kapitanka Janeway ne ve več točen, kaj bi. In pol je tam sključena, pač čez tisti stol in where's my fucking coffee? Tako da ta del, to se čistrina. Je pa mogoče, veš, spet tudi, pač če vsaka Star Trek serija odraz svojega časa, Voyager se mi zdi tukaj spet ne po lastni krivdi, ampak ima smolo. Ker Voyager pade v obdobje
ko je Pax Americana na vrhuncu. Vse je z vojno smo zmagali, neoliberalna verzija kapitalizma je zavladala, alternative ni, let's get the boys back home. In se Amerika sama se takrat obrača sama vase. In se mi zdi, da je Voyager v bistvu mikrokosmos tega, vse oni vejo, da se bi morali biti tam. In pač še vedno za takratne čase ful progresivna serija, tako kot vsak Star Trek v svojem času. Ne? Ampak globalna situacija je taka, da je že, če si malo ven pogledal, si bil že zelo progresiven, ker saj za Ameriko, tako oni so se pač sami sabo so se ukvarjali. Ne? In se mi zdi, veš, to se tudi klevit, ne? Ker v končni fazi je velik epizod, ne? Kjer pač te mimobežne rase ne rečejo, kdo ste pa zdaj vi? To ste nam razlagali, kako naj mi klej živimo. Tisočletja smo že tukaj, vi ste pa zdaj dobesedno parašutali ste sem noter in zdaj pa vi kle razlagate. Tako da kle se mi zdi, da je pač Voyager ujetnik, scenarij, pač svojega časa in ne morajo ven tuče potlno. Ja, to se kar podpišem. Ja, jaz mislim, da tukaj zdaj vse to, kar se pogovarjamo, je več čas pač tako. Jaz mislim, da je seveda kombinacija kulturnih in podobnih vplivov, pol je kombinacija televizije, take, kot je bila takrat, nekaj enih stvari niso dovolili ali pa niso glih šle viziji, ki jih imamo znotraj Star Treka. Vse o tem se absolutno lahko pogovarjamo. Ker meni je recimo Voyager, tako kot mi, tudi najbolj všeč v likih in v njihovem razvoju. In se mi zdi zelo fajn in to do neke, tam do 3. sezone, tako kot si rekel, Miton, ful deluje, pa malo pozabimo vse skupaj, potem pa se mi zdi, da na koncu se spet malo vrne nazaj. Kar sem jaz najbolj užival na začetku v Voyager, je to, da spet itak sem se mogel navaditi na novo posadko in me je spet bilo tako, kdo hudiče ste vi, zakaj bi vas človek imel rad, če 4 epizode pa si že tako, zdaj pa vem, točno vem, Paris, spet boš ti z bedarije in tako. In se pač spet zaljubiš vanje, ampak ja, pol pa malo zgubijo tole. In ko pride recimo Seven of Nine, ki je meni super lik, ampak se mi zdi, da če že imaš dohtarja, zakaj rabiš še njo in hkrati pustimo zdaj to seksualizacijo, ki je tudi za 90 zelo tipična, da je pač res ona oblečena, ne vem, kako dejansko bi opisal njen kombinezon, ampak bolj to, da se zelo sredotočajo na njo. In meni so pol 3-4 epizode zapored so bile, je bila ona glavna in si bil že malo sitije. No? Jaz moram priznati, da sem bil zelo pogrešal in Janeway Chakotay, kjer se je nekaj med njima izkrilo in sta bila tudi super tako nasprotnika, ki sta zdaj ful prijatelja, ki bosta mogoče tudi bila ljubimca, ne vem kaj. Ampak bo se pa to kar nekam pozabi. Pač ne vejo, kaj bi s tem in reče, tako tudi Paris je v začetku dost bolj kompleksen, pa ima ene, pač potem se to malo na Parisa, pa njegovo pač skratka razmerje z Torresovo. Ja, Torresovo preseli, kjer imaš pač tudi tako Parisa, ki je fajn človek, hkrati je pa moški in ima pač neki še vedno teh, bi jaz rekel, spolskih problemov, bomo rekli, no, tako, da pač on bi nekaj po svoje, pa skozi ne briga se za to, kaj bi bila narada, pa to on bi pač sam undirku, pa ne vem kaj, pa ga boli za njo na trenutke. Se mi zdi, ampak ja, škoda mi je pa to, da se res pozabi na like, no, pa da ta razvoj potem ne gre včasih nikamor, ker drugače bi zame to tudi bil po mojem najboljši Star Trek, ampak jaz se ne mislim, da se TNG pa Deep Space najmičkeno pred Voyagerem, ampak mi je Voyager všeč. Jaz se strinjam s tabo, Aljaž, kaj praviš, da recimo posamezne epizode so tako včasih bedaste, slabo spisane, narejene, ampak meni je všeč pri Star Treku vedno to, da pač ni vse odvisno od posameznih epizod. Jaz pogledam 3-4 včasih na večer in pol od 3 sta 2 za noč, a pol tretja, ki je super. Ne, se tukaj zatrinjam. In spet, veš, dejstvo, to je bila televizija 90-ih let, ker vse je bilo delano, zakaj se temu reče po slovensko, sindikacija, po predvajanju, ne vem. Ker valjda, ki moraš imeti, ki delaš na volumnu, ker, veš, ne vem, če lahko primerjamo za Strange New Worlds, kjer je pač vsaka epizoda film zase, pač je mind-blowing. Ampak, ne, veš, zelo redko, dosti manj pogosto kot Deep Space Nine ali pa kot The Next Generation, Voyager izzove splošni družbeni konsens. To pa ne vem, če se bi strinjal.
Jaz mislim, da v nekem povprečju ima v bistvu povprečnih ali pa dobrih epizod mogoče celo več kot pa TNG ali pa Deep Space Nine. Ampak se pa strinjam, vibe je drugačen, pa ta reset, ki se zgodi v 3. sezoni na 4. se ful pozna, ker like resetiraš, stranske like ven vržeš, loke ven vržeš in to se ful pozna. Ne? Zdaj, v bistvu, Seven of Nine dejansko ima potem v 4. sezoni 5 solo epizod, v 5. sezoni ima potem 7 epizod in to se čuti, čakote je na stran porine. Harry Kim je večni ensign, ki nikoli nič ne naredi, razen v Timeless, ki je izjemna epizoda. A veš, in to se strinjam, ampak imaš pa tam noter ful nekih draguljev, ker če bi šel zdaj nekak šteti, če bi res bili tako matematični, pa rekli, ok, tle se v tem grejo, pa grejo. Jaz mislim, da je čist tam, veš. Je pa res, da generalen feeling, če tako res široko gledaš, pa ima ta občutek, nekako, da je manj. Veš, kako mogoče bolj v tem smislu zazna ali pa definira recimo teme. Veš, nekaj smo že omenili, kdo ste zdaj vi, humanski prijete sem. Potem veš, odpre teme, kot so genski inženiring ali pa organ harvesting, ki so bile to je ravno the big bogeyman v 90-ih je to postalo. Doli so ravno, mislim, takrat enkrat klonirali, ne? In potem imaš, ne vem kaj, pol leta kasneje tisto epizodo, ki je sicer dosti luškana z Offspringom od Parisa in Torres, ne, ki ima pač neki narobe z njo. Ne, in pol doktoral, da to klik pa naredimo. Ne, in pol takoj balana, kaj pa če bi šel to pa odpre ta slippery slope, genskega inženirja. In so v bistvu, ampak nikoli ne gre do tiste točke debate, ne, kjer bi ostala, ne vem, kako bi temu rekel, da bi ostali zate za razmišljati. Vedno teorija, moralno teorija še reče, v končni fazi to je prav in to je narobe. Na koncu se vsi odločajo prav. TNG je tudi dosti pogosto, recimo ti zdel, kak je že naslov, ko ona spremeni spol, kaj je Rikerju všeč. Ja. In potem tudi pač imaš na koncu, dajmo se ne obadati s tem. Ni pač, kar bi bilo z neke sodobne, bi on rekel, jaz sem ful preveč, imam ene probleme, ne morem te sprejeti, ampak ne, on ker je iki, gremo bek, pa smo kao na njegovi strani, da to nikoli. Ne, se strinjam. Tako da mislim, da ni zdaj slabše, samo ne vem, ali lahko bi pričakoval več, ker se je družba razvila, pa da bojo šli še kam naprej, ampak ne, to je TNG malo drugače, malo bolj 90s. In mogoče sam to še dodam, tisto, kar sem najbolj zaznal, in spet, ne, po eni strani aplaudiram, po drugi strani pa what the fuck, ne, duševno zdravje. Oni so imeli več epizod, ne, s tem, kako se pač prvič kapitanka, ne, soočamo se z občutki krivde, tako dalje, must be strong, s kom se lahko nas sploh pogovori. Ampak tisto, ki mi pa, sem se prav zapisal, nisem si zapisal naslov epizode, ampak tista, kjer oni dobijo neka sporočila od doma prvič in Balana Torres ugotovi, da so vsi njihovi maki prijatelji mrtvi. Ali pa v zaporu, tako dalje. In ona pade v depresijo in se začne samo poškodovati, ne, ali jaz sploh kaj čutim, ne, in tako dalje. In v bistvu ful pomembna tema z vidika duševnega zdravja. Kjer potem se zaključi tako, da jo čakota je veš malo na pizdi, pa dve okoli kepe, in pa ona, stari hvala, to sem rabila. It doesn't work like that. In zdaj, mogoče sem jaz nepošten, ker to gledam, 15-20 let po tem, ko je bila epizoda od zunaj in seveda tudi naše razumevanje problematike in kompleksnosti tega se je razvilo v tem času. Then again... Mislim, da je Brenna dosti teh tem noter dajal, in da potem jih je lahko v Galaktiki dejansko razvil šele. Ker tam je pa ogromno tega, tudi spet gre za ladjo, ki ostane sama in jo vsi napadajo. Je en kup sporednic z Voyagerjem, samo da je tisto dark. Jaz bi mogoče šel celo tako naprej, da je žrtev svojega časa, zato ker je pri 9/11, veš. Ker v Enterprise-u, folk misli, da je pač toliko slabša, meni je čisto ni najboljša, ampak tam se pa pozna, na primer, ne, veš, post 9/11, koliko se v bistvu folk, Američani, belopolti v vesolju, potem začnejo ukvarjati z
moralno spornimi, sivimi conami, dost bolj kot pa tlele. Ne. Zdaj za Belano prav tale lok njenke v 3 epizodah, 4 to naznanjeno, kao da ne dogaja po tistem messageu in se kulminira v oni epizodi, ko ona z padalom skače, pa potem reši ladico v nekem plinskem velikanu. Ne. Ajde, no, mislim, to je taka psihoterapevtska fora, sam deli neki, pa se je že razrešilo, kao, ne. Ja, to je zelo čip fora, ampak I guess, da se tudi nismo toliko pogovarjali takrat o mentalnem stanju. Naprimer, meni je, če se gre mental health, se mi zdi Seven of Nine ena par boljših pristopov do tega, predvsem tam je ena bolj komična, ki jo meče iz ene persone v drugo, ker se v bistvu neki borgi identitete zlivajo vanjo, pa Mortal Coil z Nilixom, naprimer. Ko on umre, pol pa 4 minute je klinično mrtev, pride nazaj in kar naenkrat kriza identitete. Fuck, ni nobenih nebes, elizijskih poljan, whatever bomo temu rekli. In tista za njegov lik, ki je bolj ali manj comic relief, je izjemna. In v bistvu, če gledaš tako Voyager, Nilix sodevajo take hardcore teme, ne ponavadi, tako res težke teme. In naprimer, tale se mi je zdela ena izmed lepih draguljev, kar se prav teh koncepta tiče. Hkrati pa se vemo, da Američani tudi težko, kljub temu, da je veliko liberalnih elit, ki snemajo, delajo filme, scenarije, delajo ateistov ali pa vsaj agnostikov, Američani zelo težko grejo čez to Boga ni, recimo. Ne? Pa bi za Star Trek je to ena zelo pomembnih tem, ne? Ker pač dobro, videli smo... Razen Star Trek 5, ja, dobro. Poj da zgod ni da še. Ja, dobro. Pozabimo tisto, ampak hočem pač reči, da se pač ne radi lotevajo te teme, čeprav nekako ZF vdelana, to je zelo pomembna tema za ZF. Če ti zdaj potuješ, pa vidiš da se obstajajo druge rase, oziroma na drugih planetih druga bitja, res pol ima Biblija prav, da je Bog ustvaril svet, oziroma kje je njihova Biblija? Ja, mislim, mormoni bi bili mnenja, da je itak. Torej, mormoni so gledali Star Trek, pa so se pripravili na to opcijo. Mislim, čeprav odgovor na to vprašanje je Q, ne? Ja. To pač večni odgovor za vsak primer, ne? Za vsako vprašanje je Q. Tako. Ja, ampak tudi Q ima luštno zadevo, epizodo v Voyagerju ravno s tem, ko pa najdejo drugega Q-ja zaklenjenega v nekem kometu in pol reče, fuck, on se pa hoče fetati. Tema eutanazije, evo ti jo. Ja, sej, ne? Bog se če fentat, naprimer. To je naša epizoda. Meni bila še boljša umna, ker se morata Q-ja, on in ona, ne, pač... nasledstvo neki. Tako, pač ta je bila tudi, ne, sicer spada v comic relief. Ja, ko bogovi berejo Nietzsche, je problem. Ne, hotel sem tudi reči, da meni se tudi zdi, spet je tudi ta, kar je Voyager nekako pobral od obeh in kar je tudi seveda v kulturi, ker si tudi ti že to odprl, je seveda tudi to, da imajo pač to, jaz mislim, da pač tipične TNG-evske epizode o tem, kaj je človek, kaj sploh pomeni biti človek, je hologram lahko bitje, če ima zavest, če se sam prilagaja, a je zdaj on človek, a je bivši Borg lahko človek, a se lahko odkupi za krivdo, kaj je brainwashing v resnici, ne terorizem, spet gremo nazaj. To je tu z Deep Space Nine pobrano, krati pa z Deep Space Nine full teh, kar si ti tudi že, kar smo zdaj precej govorili, krivda, pač ta Janewayove in tudi seveda moralna vprašanja. Ne? Oni so zdaj v delta kvadrantu, zakaj sploh upoštevati Prime Directive, zakaj se držati skratka prvotnega načela, zakaj upoštevati pravila flote, če ni treba, oni bi vse morali narediti za to, da pride nazaj in Janeway dostkrat je pač točno v tej dilemi. Ne? Če bomo zdaj to naredili, lahko gremo domov in smo rešeni in jaz lahko pač rešim to krivdo, ampak a lahko cilj posvečuje sredstva in to se meni zdi tako... To se odgovori. Ne? Ja, ampak to se mi zdi tako bistveno vprašanje, ki pa je malo z DS9, nekaj pa imamo teroriste in pač a lahko njihov cilj posvečuje sredstva, ne, če se borijo proti... Tako, in to se mi zdi zelo pomembna podstat pač Voyagerja. No? Tukaj bi takoj dal, mogoče fajn vaja, da naredimo Janeway Picard primerjava. Sisko ne more biti toliko zdaj tukaj, ko ima vojno za sabo, ne, on se mora ukvarjati, pa tudi, seveda, zelo moralno spornimi zadevami. Jaz bi rekel, Janeway ima malo boljšo frizuro, ampak ne dosti. Odvisno, kjera sezona gledaš, ker je kar malo spreminja. No? Ampak koliko je Pike's hair, ne? Se spreminja. A ja, ko raste gor. Odvisno od vlaga v luftu.
prva tema, ali pa rečemo na zadnjo, ki si jo omenil, torej morala ali pa Prime Directive oziroma morala Starfleeta. To se meni zdi, se odgovori v Equinoxu, two-parter epizodi, cliffhanger epizodi v 6. sezoni, kjer se srečajo z ladjo Equinox, ki jo vodi Ransom. Kapitan Ransom, zelo prikladno ime, ki pa seveda ograbljajo neka izvendimenzionalna bla bitja, zato da si pumpajo warp drive in se pospešujejo po delta kvadrantu naprej proti domu. Je pa seveda za Janewayevo to a big no. Zdaj pa imaš potem seveda tu moralno korumpirano posadko z kapetanom na čelu, ki seveda želi preživeti, pa posadko pripeljati domov, ampak on je zrcalna temna slika Janewayeve, ki pa vztraja na nekih linijah, ki pa jih ne prestopi. In se mi zdi, da ta epizoda je odličen prikaz tega. Druga pa je, kar se tiče teh proxy likov, ki delujejo kot proxy za debato, kdo smo mi kot ljudje. Naprimer, Picard je imel Data, Janeway pa doktorja. In ona dva sta pa tukaj zelo različna. Picard je bil velik podpornik, res on zaveznik. Celo reče, I helped define the laws that make him citizen, pravice in tako naprej. Janewayeva je pa nekako 50-50. Ona v bistvu za doktorjem ima tako, dal ti mu pravice, mu odklenil še malo rama ali whatever, pač odprejo, da se on lahko razvija in on ima en najlepših likov, najlepših razvojev likov za moje pojme v sploh Star Treku. Po drugi strani mu pa tudi zna metati polena pod noge, mu stoji nasproti, je argumentativna, je v bistvu pizda, na koncu si ti bolj manj orodje, ki mora nam služiti. Ne moreš ti zakar iti ven pa se zradirati ali pa iti v opero opet na nek planet, kjer spoštujejo full matematiko, tista zelo zabavna epizoda. In se mi zdi, da v bistvu ona dva, ta lep kontrast je noter. Ampak oba dva Starfleet sta ta velika United Federation, Prime Directive logika in filozofija. To je zdaj vprašanje umetne inteligence, s katerim se tudi mi soočamo. Se pravi, doktor je tisti, ki ne samo, da je pač pametnejši od njih in zaradi tega blazno aroganten, ampak je tudi seveda se začne ukvarjati z umetnostjo in v umetnosti odkrije nekaj, da se tudi Data izslikal in tukaj on pač ima opero, bolj petje in tako, ampak pač tukaj je pač res to vprašanje, a je umetnost, ki jo dela umetna inteligenca, prava umetnost. To se mi zdi tako zelo. In tega se bom jaz dotaknil, ker če gremo naša najljubša epizoda, recimo ena mojih najljubših je author, se pravi avtor, zato ker pač delam v tem biznisu in tako se mi zdi, da je nagovorila prav direktno mene, ker se pač pogovarjajo o avtorskih pravicah. A ima hologram, ki je napisal roman, pravice za ta roman, zdaj to lahko kdorkoli distribuira. A bomo ChatGPT oplačali za to, kar bo on napisal v bližnji prihodnosti, bo gotovo izdal kakšen roman ali 2 ali 86,000 naenkrat napiše na dan. In je tu eno tako, se mi zdi bistveno vprašanje, ker si tudi jaz nisem najbolj, jaz sem tudi, moram priznati, nekje tam 50-50, tako kot Janeway. Jaz sem malce za zelo liberalnega človeka, se mi zdi, pa na koncu je hologram samo skupek ničel in enk in on sam sebe geoinženiring. Če smo prej pri to ni geoinženiring, ker ni organsko bitje, ampak je inženiring. Autoevolucija. Tako, autoevolucija, recimo. Ampak ta evolucija je vseeno zamejena. Mislim, on jo lahko namenoma dela in točno prilagaja. Kar se mu včasih kaznuje, ali pa povrne z posledicami, tako rečemo. Njegov bedside manner ni najboljši. Vse na začetku je obupan. Meni pa tam najbolj všeč. Kaj je najbolj pikar. Zabavno je. Comic relief je, ampak hkrati je nek point v tem, da je tak. Ker Nilix je dosti bolj tak, malo throwaway. Ta pa je dosti ključen lik, ampak hkrati an idiot. Drugače, mislim, če razmišljamo in-universe, veš, pol je odgovor na tvojo dilemo tudi podan, znotraj serije, ker imaš ti epizode, pozabil sem spet, kjer je tam, ko odkrijejo tisti Herogen Hunting oziroma Training Facility, kjer so pač tudi holograme, ki so dobili samozavedanje in se pač odločajo mimo svojega predprogramiranja in tako dalje. Pač odgovor na tvoje vprašanje je da, seveda lahko, ker če ti v in-universe programu omogočiš, da on sam svoj program piše, potem je to.
Pa je pač on bitje. Ja. Janeway pa prepriča, samo za hitro intermezzo v epizodi Tinker Tailor Spy, kjer ona vidi, ta človek, v narekovajih, ima sanje, upanje, želje. On se v bistvu zelo bori sam sabo, kaj bi rad postal, kaj so njegovi potencijali in tako naprej. Kar se pa ostalega tiče, oziroma realno pa mislim, da bi se zdaj ChatGPT-ju se ne bi pustil operirati. Pa vem, če bi bil res dober. Na Yelp bi pogledal najprej, da vidim, če ima dobre ocene. Definitivno so to take zanimive dileme oziroma vprašanja, ker seveda tudi Star Trek univerzum postavi v eno tako zanimivo dilemo, ker vemo, kaj posadke delajo z hologrami in kakšne fantazije in v kakšne fantazije silijo hologrami. Mogoče veš še to, ker sicer nikoli tega seveda ne pokažejo eksplicitno, vendar je to family show. To na Riker level, veš. Ampak je pa, kva že, Čikote na neki točki, pove Janeway, da vendar obstajajo programi tudi za tovrstne sprostitve, da ne govorimo pol o njenih gardedama fantazijah. Vse to je, ker si tak, a je res toliko zadrta, ali da ona pa rada hodi učiti hologramsko deco. Čeprav, people are into all kinds of things. Dobro, Čikota boksa, on to je njegov thingy. Ona je pa rada stroga učiteljca, sej, veš, ampak... hodil sem sam to reči, ker za te author tiče mi je edina stvar, mene te seveda absolutno zmotila je ta direktni rip-off te TNG epizode A Measure of Men. Seveda. Z Bruceom Maddoxom. Pač poskušali še eno podobno. Tako, je pa zato konec, ta twist na koncu, pa vedno znova vsakeč, ko vidim, me pa razveseli oziroma reče, to pa vendla epizoda, ker ti pa da misliti, te verzija Mark I, holograma, ki se potem postalno to prepovedano knjigo delijo in to prebere. Se pripravljen tak sam izdat. Veš kaj, pa sem mislil, če gremo, da bo to kakorkoli povezano z tem uporom synthov v Picardu. To bi bil dober comeback. Sem mislil in pa sem kar malo razočaran, ker tega ni bilo. So bili bolj androidi. Škoda, imaš prav. Kaj so še vaše najljubše epizode, Igor? Ko smo glih na tem, jaz sem zdaj vprašal ChatGPT, kaj on meni. In je on dal Year of Hell, Scorpion pa Message in a Bottle. Pravi, da nekaj primerov, ampak da je ful dobra serija, ki ima dost vredu epizod. To je samo zato, ker vsi ostali tako mislijo. Scorpion, ko uvedejo Borge in Seven of Nine, Year of Hell je ta, ki smo že omenili, Sony. Ta je v bistvu dobra, ker je ful dober zlikovc, noter, so on, jaz bomo rekel kar Red iz Dead 70 Show, ker je isti igralec. Torej ta kapetan, ki skuša obnoviti veliko civilizacijo svoje kulture, s tem, da radira iz časa celotne planete, civilizacije, ne vem, kaj je odesno. Voyager pa mu stoji nasproti, ker so nekako obranijo teh vplivov radiranja. In je ful dobro, že je ta genocidna dilema, ali lahko to počneš, ali ne, gezda, ne. Ker tako je, Paris ker je zanimivo, da v bistvu, kako so to naredili, da Janewayovo da pustijo na ladji in ona se bori z vsemi posledicami tega streljanja, je ful akcijsko napahana tale epizoda, medtem ko pa na njegove tej redovi ladji sta pa Čakote in Paris. In Paris je naprimer tisti moralen človek tam, lik, ki reče, kva s tabo, ne. Ni šans, da to počneš. Medtem ko Čakote je pa nekako intrigiran. His people have been through this. Zato je, neki se bi pa dalo. Medtem ko pa Message in a Bottle je pa zanimiva, zato ker je to ona epizoda, ko doktorja pošlejo na beta kvadrant preko nekega transferja in on se tam za Andy Kaufman, kaj že on Andy iz 90-ih, ta blond komični komik, Skratka, dva holograma se pozabavata na ladji, ki jih Romulanci ugrabijo. Tam je en najboljših jokov v Star Treku ever, en hologram drugemu diha, pa mu reče kao doktor nazaj, kao ni mi dihat na vrat, pa on reče nazaj, se pa moj dih je hologramski, moj vrat tudi. Zanimiv izbor umetne inteligence. Igor, imaš še ti kakšen dodatek? Obviously Survival Instinct, ker sem ga pol še parkrat pogledal zaradi Station 11, ki citira not
ta se mi zdi, da en kup teh vprašanj, ki si ti rekel, da jih manjka. Ful je tega, ali Borg lahko deluje brez skupnosti, ne? Ko ni več povezan, in tudi posledično, kako lahko ljudje brez drugih soljudi delujemo v izolaciji. Kar se mi zdi, da so zelo pomembne teme, tudi o mentalnem zdravju se na nek način sprašuje. Samomor je not, basically eutanazija, zelo kompleksen del. Kar pa mi je še posebej všeč, zdaj, ko sem ga še gledal, Seven of Nine na vides ne zraste skozi to izkušnjo, ampak samo dobiš nek hint, da mogoče enkrat bo. In to se mi zdi znotraj epizodičnosti zelo lepo izvedeno, ker pač, ona se ne more čist spremeniti v eni epizodi, ker pač je self-contained, ampak vidiš, da nekam se počasi razvija lik. Tako da ta mi je zelo všeč, pa čist kot sci-fi geeku Scorpion, sem zdaj pogledal, to pa je oni Fluid Space. To pa tako, cool. Dajmo še več od tega, ne pozabimo na to, gremo daj. A so že Species 8472? Neki. To se mi je zdelo ful v redu koncept, pa tudi polko na koncu sodelovanje z Borgi, pa pol ugotoviti, da Borgi so actually tisti, ki so štalo naredili, obvijesli. Ne. Sej Scorpion. Vidiš, imam pa ta log Borgo, mi pa mečkan, ti si na začetku rekel, da oni postanejo kao the main bad. Hkrati postanejo pa tudi dosti bolj tako throw away, ker zdaj kar naenkrat so, veš, tako... Ja, o tem sem ful razmišljal. Ni več unga, veš, it's a Borg cube, horror. Ker so pač Enterprise, tako, vsi so začeli kakure brez glave okolo letati. Klej pa pač, shit, spet. Ja, res je, da so jih nekako potegnili nazaj, pa se ti zdi, zdaj ste še obrali ste ene bedije, ki jih poznamo, ki so res v bistvu kot neki napol Lovecraftian monsteri, tamle v TNG-ju. Pa First Contactu, naprimer, tam so jih že malo resetirali, imamo Borgwin, that's something new, ampak v redu, she's kinda hot, I guess. Pol pa v bistvu tlele, en je ful dobro, ne vem, na YouTube, kje sem to prebral, reče, kaj še narediti z bedi, ki imaš najprej veliko grozo, pol jih probaš malo humanizirati, mami je tam, ne vem, whatever, ne, pol pa kao, ne se ti pridružijo, dajmo raziskati, kaj bomo s tem naredili, in po moje to naredijo, ne. Sicer mi je škoda, ker se resetira tamle to je glih konc 3. sezone, ker meni Seska je full hud bedi, in je škoda, da so jih tako odrezali, Kejzoni tudi, naprimer, ker imaš vse te frakcije. To bi lahko full lepce, če vleklo, in pač ti reseti so vedno nekako problematični. Vse TNG je podobno naredil s Ferengi, naprimer, Romulanci so itak samo vedno on stockpile bedijo, če ne vemo, kaj imamo tam neki, Neki se diklogal. Legih, medtem ko se strinjam, Borga bi se dalo na ta način, ampak veš, Seven of Nine, če dobiš iz tega, bo rekel, worth it, kinda, worth it, ne. Ker naprimer top Borg epizoda je meni še vedno iBorg, iz TNG-ja, ki v bistvu najbolj razišče prav njih osebno, ne. In product placement za bodoči Apple izdelek. Definitivno, Jaz sem pa hotel reči, da seveda, mislim, definitivno imaš prav mit, ampak spet tudi kulturno moramo gledati zgodovinsko to, seveda ne po padcu Berlinskega zidu, veliki ruski kolektiv, neha biti taka grožnja in pač se neko sodelovanje med njima odpre. Mislim, da je tu mogoče celo zelo progresivno za Ameriko, poskušali pač raziskovati, kaj pa če bi mi lahko daj kakšno vodko, ki je spil in tako. Vidiš, jaz pa Borgo spet mogoče to with the power of hindsight, ampak ne jemljem kot alegorijo na Ruse, ampak na Kitajce, ne? Pač veliki kolektivistični. Jaz si bolj jemljem kot totalitarca, kot prej kot komuniste, naprimer, ker v bistvu kao, za Američane je komunist nekdo, ki je čist brez vlastne volje. Veš, to je ameriški vidik komunizma in je pač tam je bolj groz, ampak meni se pa zdi zelo tako, ker se mi zdi ta Cube, se mi zdi zelo taka socialistična. Konstruktivizem. Točno to, konstruktivizem v zraku je kocka. Malevičev kvadrat, kar leti. Od vseh stvari, ki letijo in je najmanj aerodinamična, ampak lejh. Jaz sem vesoljen rajšar. To je tudi res, Ni upora, to sem pa zdaj res, Ne, se Scorpion, drugače super epizoda. Pa tudi vesolju. Tudi kasneje, mislim, da
veš, se vidi, da niso znali kaj preveč dela z njimi, ko oni v 6. sezoni potem upeljejo one Borg Kids, ne, noter, Ičep, pa oni so meni čist medli, ne, naprimer, se ne da, ne. En je zelo surovo, ne vem, kjer že na YouTubeu, ker imam track expertizo, ki je prav tako cinično prebije, Ičep bo ko Ukč v Picard prvi sezoni potegne ven, I don't give a fuck, veš, to je ne crkne, vseeno. Ja, ampak mogoče folk ima, ali pa ta epizoda, Scorpion je the best, pa Pearl 7 of 9 Borg epizode so the best, pa mislim, da 4. sezona finale je on tip, ki pride, ki želi prevesti neki, da bi Voyager domov spravili, to 5. sezona, vse ne vem, pa se izkaže, da ima samo veliko zamero do Borgov in jih želi vse asimilirati. Unka naredi fake ladjo. Nek hud motherfucker, Meni je zelo všeč Scientific Method, ki je sicer precej tako akcijska na koncu, ampak je pa zelo grozljivka. Za Star Trek je meni to taka res grozljiva epizoda. To je skratka tam, kjer Janeway ugotovi, mislim, da je zraven nje doktor, ne, valjda, ker njega ne morajo, ugotovi skratka, da nekdo izvaja poskuse na njih, ki se jim začne vsakemu neki po svoje mešati mal, neki imajo pa skratka probleme, eni so razdražljivi, ne vem kaj, ampak jim ta neka bitja, ki so nevidna v nekem spektru, delajo poskuse na njih in ko jih vidi, tisti, ki vidiš to prvič, to grozo nevidnega, ki te neki To so neki, imajo kaže temporal shift, ne? Tako je, in jih neki pikajo z nekimi, pa jim vbrizgavajo neke stvari. To se mi zdi tako grozljiva opcija. In mi je res, ta epizoda je ena mojih pač tako res najljubših in se mi je zdela tako, ko sem bil več čez kaj bo, zdaj bo pač nek virus bo odkril doktor in pa bo pač te fore spet antidote v zadnji minuti, ampak ne, da vidiš to in to tam je bila res super, no. Veš, meni so bile pa, Equinox smo že omenili, mim grede Ransom, je to veš navezava na First Officer Ransom iz Cerritosa. Ne vem, bomo videli. Future's End, ker spet lepo zelo parafrazira ponorelega milijarderja, ne, ki misli, da svet lahko oblikuje po svoj način. Kje smo že to videli? Ne? Ja, pa nasploh lušna time travel epizoda. Ampak sploh ta, veš, kako še največji hipi, ne, ko mu daš v roke moč, da spremeni svet, ga bo spremenil po svoji podobi. Tam je bilo to dobro in to sta že dva two-parterja, no? In pa potem čist vidika nostalgije Flashback. Tam, kjer Tuvok, ugotovimo, da je Tuvok, da ima predživljenje, ki je zbrisano iz njegove kartoteke in da je bil on na travma in je bil junior officer pri kapitanu Suluju v času eksplozije na Kronosu, in dogodkov, ki pripeljajo do Star Treka 6 filma. In se mi je zdelo, že čisto v smislu produkcijsko, mi je zelo se navezvala pol to, kar smo videli v Discoveryju v drugi sezoni, ki so ponudili stare posnetke, pa Deep Space Nine za Tribli, itd. No, tiste mi lahko za dušo. No. Ja, še posebej, ker je dobro narejena, ker nisem tako, evo, tle imate Luka Skywalkera, ampak je pa tako. Nekaj se še danes sprašujem, ker pač vidiš, da so kadri, ki so vzeti iz filma, iz Star Trek 6, iz uvoda, in zdaj pa ne vem, a so jih takrat posneli, pa jih pol uporabili za epizodo, ali so jih dosnemavali, tako, cool narejen, no. Ja, jaz pa mene, parih imam, pa se mi vedno spreminja, odvisno kakšne mudosno, pa kaj se politika dogaja okrog, ampak. Ena par, mislim, Nemesis je meni zakon epizoda, ker Čakote epizoda je nekako umeščena v neko vojno območje in kako v bistvu padeš pod vpliv ali tem brainwasha in kako pa PTSD. Potem, kar se tiče PTSD-a, je Memorial tudi zakon, nekaj, kar se mi da v Sloveniji še ukvarjamo z nekimi spomeniki. Ja, super, ti spomenik, ki ti spomine nabija. Ja, ki ti nabija spomine za to, da v bistvu ohranjaš te spomine, da se spomniš vseh žrtev. Potem pa ena hudanet epizoda, pa mi je zdaj zletel naslov, ampak je Doktor epizoda, kjer on skuži preko holo-imaginga, ker on zaradi fotka folk, ne? Skuži, da je nek poseg, on upravo, pa se ga ne spomni in pol začne praskati nazaj in skuži, meni so radili ven in je potem, kdo mi je to naredil, na koncu se izkaže, da ima to posadka naredila, ker je po neki nesreči se mogel odločiti, koga bo rešil. In ker je pač hologram, sestavljen iz nič in enk, ne, da se je mogel odločiti, da se je odločil osebno.
preferenci za Harry Kima na mesto drugega in takrat zablokira. In na mesto, da ga zopet zradirajo, se potem na koncu odločijo, ok, naj algoritem opravi svoje in se ga zaklenejo v neko sobo, ima terapijo, Janeway imamo knjigo tam bere, ne, tudi. In tudi lep zaključek epizode je, kjer Janeway reče, da ne more iti v neko vročino, ima doktorjevna žena domov, pa ne morem, jaz sem tle zato, da podpiram svojega prijatelja, naprimer. In tam je taka lušna. Najbolj pomembna, trenutno, se mi vedno spreminja, je pa Living Witness. To je pa epizoda, ki se dogaja 700 let po Voyagerju, kjer pa najde na nekem planetu kao backup doktorja in oni si razlagajo neko lastno zgodovino. Pa rečejo, lejte, to je naša zgodovina, to je naš konstrukt zgodovine. Voyager nas je vse zajebo, imel ne vem koliko photon banks, sodeloval je z sovražnikom in ne vem tak naprej, pa doktora najdejo in se on vklopi pa reče ne. In se gre samo za to, kaj je resnica, kaj je spomin, v bistvu, kako konstruiramo našo zgodovino, naše identitete in našo sodobno politiko. In se mi zdi, da ta epizoda v Sloveniji fucking ogromno pove. Ker se tudi stvar kulminira v državljanske vojni, tik preden se dokončno razreši. Ja, to to. Aha. Ja. Tako da to je pa ful takih lepih dragulčkov nasploh noter. Se pravim, odvisno kako se počutim, včasih pograbim eno, drugo, kakšne čakote epizode so mi Seven of Nine super, par super epizod. Tako da No, super. To so best epizode, še seveda moramo vsak povedati najljubši liki. Kdo je najljubši lik? Janeway in Mito, zate, domnevam. Ja, čeprav jo zamerim, da nima nobenega športa. Jaz od Star Trek... Ni, pa se igrata z Janeway, igrata tisto. Veš kaj, on je neko streljanje. Streljanje hologramskih golobov. To meni ni šport. Ne, jaz od kapetanke pričakujem v Star Treku šport, tako da že zdaj v Strange New Worlds Pike mora nekaj imeti. Pa ne vem, jahanje mi ni dovolj, tista bolj, da gre on do točke A do B. Pa to Janeway tudi pomaga Da Vinčiju, a to ni šport, slikanje. Ne, to je prostočasna dejavnost. Se tudi Picard slika, pa... Ja, se slika je pa res velik. Pa Picard ima frulico, ne? Picard ima frulico, glasba, ne? Mislim, Sisko ima kuharijo. Pa bejzbol? Pa bejzbol, dobro, so to šport, ne? Ja, tako da... Tu nekaj še čakam, Karcher ima waterpolo, mislim res. Ja, ampak mi je genius move. Imaš ti balkanski korenine človek. Ja, je to, ja. Tako da ja, meni je Janeway v bistvu najbolj. Ona je znanstvenica, všeč mi je v bistvu tudi, tako sem že omenil, kot ta postfeministični lik, ker je hibrid med nekimi različnimi mislim, 90s vplivov, kako so v bistvu feminizem gledali pa to in mi je že potem ful zanimiva, no, tako da... Ja, zelo fajn je, ko mal zagika. Ona zna to včasih tudi, zdaj pa je nek pulzar ali whatever in je tako, da vidiš, kako je vesela in tako. In takrat pride pač ta, kakšna bi ona lahko bila, če ne bi seveda bila ta krivda. Ja, pa tudi pa par delov je, kjer se jo direktno izzove, ne, da v bistvu kao njen znanje. Naprimer v enem delu, ki ni najboljši, ampak je Geri, odkot prihajajo, je druga sezona, ki ima par lepih dragulčkov, Jatrel, kjer pride nek znanstvenik, ki je Nilixov planet zradiral. On je neka Hirošima tema, ne? In on ima nek postopek, da bi obudil te ljudi nazaj iz nekih, ne vem, didgeridoo, science fiction in bla bla. In seveda on Janeway nagovarja njeno znanstven njen logičen nagovarja, vi ste znanstvenica, vi veste, da bo to šlo, medtem ko Nilix je pa totalno zaprepaden, traumiran, itak zaradi tega pa še mu povrhu ne zaupa, noče, da se sploh to zgodi in pol seveda ne uspene. Ampak Janeway takrat v tej epizodi naredi potezo, ok, fuck it. Let's do it. For science. Ja. Igor, tvoj najljubši lik? Ja, vidim, da si ti izbral doktorja. Tega lahko tudi ti, vreda. Ampak ja, doktor pa Seven of Nine, mislim, ta analitični človek. Tuvok se mi pol malo na not, pa še si Tuvok je tudi ok, ampak ja, te, ki logično razmišljajo, pa probajo. Ja, Tuvok Seven of Nine je tako The Logical Team, napravim emojijo, veš. Ja, pa Tuvok je prav od vseh vulkancev, meni najbolj sesi. On ima celo tak smisel za humora, veš, kao. To mislim, da pač rubs off iz tega doktorja. Ja. Čakaj, tam že v eni epizodi, kad Janeway prav reče zaprih ali pa neki, a veš, nekaj pa še mu logično nazaj reče, shall I flog them as well? Mislim, to je najbolj sesi stvar ever od vulkancev. No, je pa dosti bil pod krinko, tako da mogoče je pač mogel izumeti. Pa Tuvok ima res eno izjemno epizodo Meld z Suterjem, ki mi je škoda tega stranskega lika, kaj bi lahko z njim vse delala, veš. Ko se on vklopi v tisto neko nasilje noter, ne, ko prvo začne razmišljati.
kako že, jaz bi lahko njega ubil, jaz se ponujam, da lahko njega ubim, pa se začne prav režati, ono psihopatično, wow, stari. Aljaž, tvoj? Vse je našteto, ampak zdaj, če bom biti mečken drugače, bom rekel Vic Fontaine. Ne? Kot hologram lounge singer, ne? Človek, ki je hologram, ki je že videl vse in potem naši posadki v ključnih trenutkih lahko tudi svetuje, ne? Z vso... To si na DS9 nadize. A sem ga zamešal? To je DS9. Vic Fontaine je tam. Pa nisem ga videl. Pa je pa Janeway, pa ni. Minus. Ker tam je en drug, mislim, imajo tudi v teh hologramah. Nekaj imajo, ampak ne to zato ker ta od Peresa Marsej, zato ker je tako beden, vidiš, pa sem ga noter dal, ko v bistvu ta od Peresa bife v Marseju je kar beden, ne, v resnici. Se tam so res same neki, neki poolmasteri ali kva, pol ima polno irsko idealno vasico, neki, mogoče, ne pa od Janeway, ta lover hologramski. Tisti nek Irish poet. Najprej je barman, pa je že poet. Tista je tudi dobra epizoda, ki ga ona po svoje oblikuje, ampak pol ni zadovoljna. Nikoli že Žižek je povedal, da ne smeš dobiti tistega, kar si želiš. Tako, ne? To so borderline personality. Tako. Nam Balažic malo razlagal, kaj je Žižka. Vidiš. Kdo bi še normalen. Jaz, ker Igor omenil doktora, bi jaz rekel pa še Tom Paris. No, Toma Parisa nismo kaj dosti, smo ga omenjali, recimo, ampak meni je on, kaj je ona epizoda Košica nacije, kaj je ono... to sem... Stormfront. Meni je všeč, kako on uživa v tem, kako mu je fajn, kako je pač tako prav znajde se in končno ima evil doerje, ki jih lahko brez slabe vesti šica in se bori z njimi. In je fajn, on je tak, pač mal prinaša duha teh prvih Star Trekov, recimo originalnih epizod v Star Trek, ki je tak cowboyc. On je pač na trenutke nepremišljen, dirkal bi, tak adrenalinski človek. Ampak vedno moralen. Tako, ampak na koncu bo vedno zbral ta pravo stvar. Tudi njegovo, da se hiter intermezzo, meni je on zanimiv lik, čeprav mi ni najljubši, ampak on v bistvu že pride v posadko, zato ker je ubral moralno višjo pot, in šel v makije. Zato ker pač makiji so imeli prav, v bistvu bodimo odkriti, so imeli prav. In je zato v zaporu, zato pride potem na Voyager, ker je pač itak najboljši pilot. Pa par epizod je, predvsem on 30 Days, naprimer, ki je čist Parisova epizoda, ko tudi izbere jebi se Prime Directive, jaz moram ta planet, čudoviti vodni planet, ta gre s early science fiction, Star Trek Campy planet rešiti, in je tudi lušna epizoda v pismih. No, pa zdaj, če dodam mogoče, Reginald Barclay nismo omenili, čeprav je ključen. Mogoče se mi zdi, da njegova evolucija, njegovega lika v Voyagerju dosti boljša oziroma nepričakovana, glede na to, da bi pač bil ta jecalajoči ne samo zavestni inženir, ki je rabo Jordija v TNG-ju, tukaj pa vendarle sicer dosti neverjetno, improbable, ampak vendarle pol usveti in se mi zdi, da je v bistvu tudi zelo dober lik glede na pač karte, ki jih ima v roki, ki so bolj švohotne. Mogoče poleg Janeway, da je tudi on meni zelo ljub. Super. Nihče ni izbral Niliksa, se zelo super. Nilix je meni super, samo res ima te hude nihanja. Najprej prve 3 sezone je ljubosumni mofo, pa se vedno na koncu, vse serija poskrbi, da ne prikaže to kot To prikaže kot, to delaš na robe, stari. Pa tudi še posebej, ker zgubi on fulke, se s Kes ukvarja. Kes je itak stranski lik, ki dela sam z nekom. Nikoli ne more biti samostojna. Tako je zelo boga. Se razume, zakaj so potem izpisali ven iz serije, dokler se ne vrne v 6. sezoni in se spomni, se ni bilo vse tak bed in vem, kaj pravi pomen Božiča in je to, gre naprej. Meni je škoda, naprimer, Harryja, da niso razvili, pa da Čakote malo pade na stran, pa... Harry je takrat butt of the joke. Bolj manj. Najprej je bil tisti nedolžni naivni, še v intro, v Caretakeru ga Quark skuša napizditi, pa celo on rasizem spusti noter. Se so nas opozorili vas, Ferengijih, da nas skušate plahtati. Čeprav imaš pol tam noter vse te Asian American tropes, vključno z ultramitoznimi starši. A se učiš, a je treba koga poklicati? Still, very 90s, Skupaj z naglasom, v jebenem 24. stoletju. Na glas ustraja, kaj ne rečemo.
Ok. Jaz mislim, da smo dobro zaokrožili tole. Jaz upam, da tiste, ki poslušate tole, pa niste gledali serije, da to pomeni, da boste zdaj že užgali. Ta dom je že naredilo. Pejte gledati, ker če ne drugega dobite predzgodbo od Seven of Nine, ki jo rabite za Picarda. Tudi to je, to je res. Ja, od Seven of Nine še jaz ful pričakujem. Upam, da potegnejo naprej še. No. Zdaj je bilo v 3 sezonah, ne, in zdaj folk že neke peticije podpisuje, da dajte nam Star Trek Legacy. Ja, dajte nam to. Folk in peticije. Ja, samo, Star Trek in peticije, it kind of works. Ker zgodovina tle. Ja. Dolga zgodovina civilnega gibanja. Star Trek kotiček danes seveda ne bomo, ker iz nekega razloga. Ja, veš, to tako one Star Trek epizode. Bomo pa seveda z Aljaža vprašali, kaj gleda, bere, špila in posluša. Mi tole snemamo toliko naprej, da ne moramo tega uporabiti. Boste še dodali. Ta hip v času, ko se to snima, ne? Tako, se gleda, ker se očitno nimam dovolj rad gledam še Star Trek Enterprise spet. Tudi jaz. Ni slab, sem. Ne, še enkrat, ampak ja. Potem sem si dolžen še do konca Yellowstone. Okay. A je zakaj to? Presenetljivo. A res? Pa kaj še neki. Poskušam gospod prepričati, da bi skupaj pogledala The Crown, ker sva pač oba. Mislim, 5. sezono sem očitno bom to moral sam. Tok, da veste. Kaj se bere? Bere se še vedno Hero of Two Worlds, Mikea Duncana, zgodba Marquisa de Lafayette. Mike Duncan je podcaster Revolutions, napisal to knjigo in je pač super, sam jaz odprem, preberem 4 vrstice in zaspim. Ne? V tej fazi življenja. Super. Drugače, mislim, zgodba je odlična, dobro napisana in tako dalje. In za enega tazga politično-zgodovinskega navdušenca, kot sem jaz, je to, ne, ni boljšega. Špila se, kadar se je civilizacija na Steamu. In to pa je to, no pa pač pa cel kup zgodovinskih podcastov. Trenutno poslušam History of Jugoslavia, ki jo dela Alex neki. Sej ni nič tacka, kar mi ne bi že vedeli, ampak je pa veliko tega, kar smo pozabili, sploh v osnovni šoli, v gimnaziji, veš, pred 1918 in potem kako te zgodbe, ki so pa celo Jugo zaznamovali in smo mi v 90-ih mislili, to je nekaj novega, nikad se ni desilo, stvari jeste se desilo više puta. Okay. Tako da, zanimivo, no? Nikad se ni desilo, ampak nam se je zgodila 163. epizoda, ljudje, če boste verjeli, ali ne. Ja, malo sem se potrudil za ta segway. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Obot, podcast za serije filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Apparatus. Z vami smo bili Aljaž Pengov, Janeway Bitnant, Igor Logik Harp, Mito Moralna Janeway Gegič in Aljoša Komiborg Harlamo. Tole epizodo smo posneli v našem štabu, v kinogledališču Bežigrad, zavetišču za vse filmoljube, pa tudi žanroljube, ki kaj daste nase ali vase. Če vam je bilo všeč, kaj ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcasts ali Spotifyju. Spremljate platformo Apparatus z odličnim in raznovrstnim zborom podcastov, lahko poslušate še kakšnega drug podcast, vam dovolimo, tokrat izjemoma. In če se boste v naslednjih In če se boste v naslednjih dneh izgubili daleč stran od znanih cest, se nikar ne bojte, preizkusite metodo Dirka Gentlya in sledite nekomu, ki je videti, kakor da ve, kam gre, in prispeli boste k njemu domov. Potem se morate samo še naseliti pri njem na podstrešju in ob najbolj nenavadnih urah na ves glas predvajati naš podcast, to bi vsakega pregnalo iz bajte. In ko ga ni več, samo zamenjate ključavnico in nenadoma niste več izgubljeni, ampak imate nov dom. Za nasvete o notranji opremi pa seveda poslušajte podcast Obot. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu kot podcast s Obot brez pikic vmes, sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu objave. Vabimo vas tudi na naš Discord server, kjer lahko klepetamo vsem, posebej z Mitotom, tekočih epizodah o tem, kaj žanrskega konzumiramo ali bomo konzumirali. Igor je tudi pridn. No, lepo, jaz nisem skratka edini. Sprotnih kratkih recenzijah in še marsičem na družabno mrežo še vedno tudi delimo
kaže rajcere, prikolce, novice sveta žanra in druge zanimivosti. In tja lahko usmerite vse vprašanja, pripombe, komentarje, holograme, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 163. epizoda. Dragi oboževalci in oboževalke, tole je zadnja epizoda 5. sezone. Se vem, ampak prav res. Odvežite zanko, odložite britvico. Med poletjem vam bomo vsemu predvajali še 2 živi epizodi, plus najbrž se za kakšnega od poletnih spektaklov in letos jih je res veliko, javimo v kakšnem poletnem specialu. Se vsakakor poslušamo, če ne prej, se s 6. sezono vračamo proti koncu septembra. Hvala vam za vašo pozornost. Voyager, Fortune Beam Up. Ja. Tako. Live long and prosper. Infinite diversity and infinite combinations. To infinity and beyond. Ja, okay, še bomo kakšni 90 skoro. Mislim, da je dovolj 90 bilo. Okay. Imejte lepo poletje, I guess. Yeah. Ja, Plavajte. Wear sunscreen. Tako, Ja. Star Trek podcast bo za nazaj, gotovo ste kaj preslišali, niste poslušali vseh epizod. Dajte tiste nadoknadati, dajte kaj prebrati. Recimo to o Johnu Wicku slišim, da je super podcast. Epizoda. Okay.